Slovenijo je pobelil prvi letošnji sneg, a tudi debela snežna odeja bi težko prekrila spore in afere, ki se kar kopičijo v slovenski politiki. Gledate Odmev tedna, skozi dogajanje pa vas bova tokrat popeljala z odgovornim urednikom tednika Domovina, Tinom Mamičem. Tino, pozdravljen. Pozdravljen. Skratka, nova vladna afera, lahko rečemo, prihaja iz Ministrstva za pravosodje, ki je tik pred novim letom, sredi božično-novoletnih praznikov, kupilo stavbo na Litijski cesti, ki jo namerava preurediti v pravosodno palačo za nekatera sodišča. No, zanimivo pa je, da je podjetnik Sebastijan Vežnaver, ki je to stavbo prodal Ministrstvu za pravosodje, pred 3 leti objekt kupil za 1,7 milijona evrov, Ministrstvo za pravosodje pa ga je prodal za 7,7 milijona evrov. Morda zanimivo še to, vlada je 28. decembra potrdila nakup, 29. decembra pa je bila kupnina že plačana, čeprav stavbe še vedno niso prevzeli in za povrh vsega niti ni jasno, kako velika sploh je. So se v 3 letih cene nepremičnin v Ljubljani potrojile ali kaj se dogaja? Ja, cene gotovo niso šle tako gor kljub tej nori inflaciji, ampak tu pri tej zgodbi so bolj zanimiva ozadja kot te konkretne, banalne škandaloznosti. In sicer v ozadju gre za spopad med Svobodo in SD-jem. Ker ta afera, ki bi, če bi jo recimo Domovina odkrila, ne bi prišla v medije, ne bi prišla na RTV oziroma na TV Slovenija v Tarčo, ker jo je pa lansiral portal Necenzurirano, pri katerem še vedno sodeluje Vesna Vuković pod psevdonimom, ki je bila v njeni lasti. Spomnimo se tistih 100.000 evrov, ki jih je Golob poslal oziroma podaril Vesni Vuković in temu portalu in za katere še danes ne vemo, zakaj je ta denar šel iz GEN-I-ja. No, torej ta portal je lansiral to afero proti SD-ju. Tako da je zelo jasno, da gre tu za odkrito vojno med SD-jem in Svobodo. Da gre za vojno, kažejo tudi Dražgoše, kjer je dobil neke vrste mandat za naslednje evropske volitve, je dobila mandat SD oziroma Nemec. Tako da z tega stališča je zelo jasno, da so se začeli zbirati, torej če uporabljamo spet to prispodobo vojne, torej čete so se začele zbirati in se razporejati iz enega tabora v drugi in to je zdaj ta kaos oziroma to kaotično stanje v vladajoči koaliciji, iz katerega bomo videli, kaj bo še nastalo. No, zdaj, kot pojasnjuje ministrica, je bila kupnina plačana tako hitro, ker je bilo potrebno jo plačati še iz lanskega proračuna. Tukaj nekako opažamo ta vzorec, ko se decembra masovno porabljajo sredstva za investicije, celo nekje tretjino vseh sredstev za investicije naj bi se v Sloveniji porabljalo v mesecu decembru. In za povrh vsega celo niti zapisnika o opravljenem pregledu te stavbe ne najde. Pogleda, kaj je povedala ministrica. Ja, lahko povem, zakaj se je mudilo s podpisom aneksa. Namreč na dan, ko smo aneks podpisali, se je iztekel tudi 10-dnevni rok, da kupec, torej mi, prevzamemo nepremičnino. Če na ta dan nepremičnine ne bi prevzeli ali pa prevzema zavarovali, kot smo s tem aneksom naredili, bi prišli v tako imenovano upniško zamudo. No, v včerajšnji Tarči pa smo lahko slišali tudi. Ministrstvo v tem trenutku, to pa pač je dejstvo, pravno dejstvo, nima niti denarja, niti nepremičnine. Torej, v tem trenutku tega nima. Ministrstvo nepremičnino plačali in neki družbi zasebni, ki ima mimogrede negativni kapital, po zadnjih javno objavljenih podatkih, kar je pač zelo enostavno dosegljiv podatek, pravzaprav prepustili to nepremičnino v roke temu prodajalcu in ta prodajalec je do 16.1. s to nepremičnino celo svobodno razpolagal. Bog ne da, da bi bil do 16.1. začeti stečaj nad tem prodajalcem, ki je bil domnevno insolventen, ker pač domneva takšna. In v končni fazi bi lahko ministrstvo ostalo brez vsega. In še nekaj je nenavadno, če to seveda drži vse, je nenavadno to, da je država pravzaprav predujem plačala, brez da bi se zavarovala tudi svojo denarno terjatev, ta povračilni zahtevek na vračilo tega denarja.
Skratka, pogodba med tem podjetnikom Vežnavarjem in ministrstvom, ki naj bi jo pripravilo Ministrstvo za pravosodje, je dolga 4 strani, ne, kar je zelo nenavadno kratka. Ne, določa, da se kupuje po načelu videno kupljeno, ne da bi sploh pogledali, ne, brez garancij, brez zavarovanj. Res, da se je mudilo porabiti denar, pa vendarle tako zelo malomarno. Ne. Ja, to je zgodba o šalabajzerjih in izdajalcih. Ne, o izdajalcih, o katerih smo prej govorili, torej Svoboda je skočila v hrbet SD-ju in o šalabajzerjih, to so pa vsi v tej vladni koaliciji, ker se obnašajo res zelo, lahko rečemo, primitivno. Ne, tako brez vsakega znanja, tako tjav en dan delujejo, da si drugega izraza kot šalabajzerji, če ostanem na nekoliko bolj kulturnem nivoju, ne zaslužijo. In ta nesposobnost se vidi tudi v teh podrobnostih, ne, da so podpisali pogodbo videno kupljeno, kar je že tako absurd, ko gre za take zneske, ampak tukaj niti ni šlo za videno kupljeno. To je bilo samo kupljeno, ne? Ker sploh ni bilo videno. Torej, ne gre samo za to, da ti kupiš avto in ne dobiš ključev, ampak avta se niti pogledaš naprej. In zdaj, kateri človek v tej Sloveniji je pripravljen kupiti avto, brez da se usedeš van, brez da ga pogledaš, ne? Po metodi kupljeno. Ne? No, ministrica zagovarja, ne, da se je zanašala na torej te strokovne službe na ministrstvu. Ne? Zdaj premier Robert Golob od nje zahteva poročilo o odgovornosti, NSi sklicuje parlamentarno komisijo za nadzor javnih financ, SDS vlaga interpelacijo, ne? Ministrica pa je zaenkrat žrtvovala svojega državnega sekretarja Uroša Gojkoviča in vodjo službe za nepremičnine in naložbe Simona Starčka. Ne? Je možno, da bi bila ministrica tukaj v dobri veri prinešena okrog strani torej nižjih uradnikov, ali je enostavno morala vedeti, kaj se dogaja, lahko preživi ta fiasko? Da, če človek podpiše, tudi če je minister, če človek podpiše pogodbo za 7 milijonov, potem zelo dobro ve, kaj podpisuje. To niso podpisi pod velikonočne voščilnice. Ne? To je premišljen podpis. Pred tem podpisom je bilo veliko sestankov, na katerih je bila tudi ministrica, zato je to, da se zgovarja na strokovne službe, je zelo, torej tak izgovor, ki ga, če rečemo, pes na repu prinese. Ne? Torej, izgovarjanje na strokovne službe tu ne pride v poštev. In če se izgovarja prav, ampak v tem primeru mora odstopiti, itak vse kaže tako, da bo verjetno odstopila, zato ker so ji tudi njeni lastni skočili iz koalicije v hrbet. In zdaj pač skuša na strokovne službe vse to prevaliti. Pri strokovnih službah gotovo, da so tudi oni imeli nekaj pri tem, zato ker tu gre za en zelo velik posel, kjer bo ogromno provizij. Ne? Tukaj recimo v Tarči so rekli, da je odvetnica Zidarjeva, da ima provizijo 1 milijon, ampak če ga ima, je gotovo gre od tega milijona še veliko 100 tisočakov v žepe posameznih, če rečem, podizvajalcev, ne, določenih botrov iz ozadja. In isto velja za Vežnavarja, toliko in toliko denarja bo on gotovo moral dati določenim botrom. Ne, ker tako veliki posli se v naši državi ne speljejo brez botrov, ki ima vsak svoje interese in svojo denarnico. Ne, zato tukaj strokovne službe, ki pač pišejo in podpisujejo, kar jim šefi ukažejo, se težko izgovarjamo. Ministrica odstopiti ne namerava, tako je vsaj še zatrjevala včeraj zvečer, ko smo spremljali dogajanje. Zdaj, če se slučajno do večera danes kaj spremeni, moram tukaj opozoriti, da se opravičujemo, ker oddajo snemamo vendarle v petek v dopoldanskem času. Ne? Tako da, če slučajno zvečer odstopi, se to lahko zgodi, ampak ne, vendarle med tem se pa napovedujejo stavke, oziroma ena izmed njih že poteka, sodniška, tožilci jo napovedujejo za 31. januar. Gre predvsem za to, da vlada ni izpolnila odločbe Ustavnega sodišča, ki nalaga ureditev oziroma dvig sodniških
plač, ne, pa vendarle, a je lahko ministrica s takšnim nahrbtnikom pravzaprav še verodostojen pogajalec za sodnike, ki stavkajo? To dejansko v naši državi ni vprašanje, ali je lahko še kljub temu, da ima. Ker če bi taki standardi veljali, če bi veljali standardi, kot veljajo v Zahodni Evropi ali Združenih državah, ne bi noben od ministrov praktično moral preživeti, ker vsak ima take nahrbtnike, polne afer, da ne bi mogel, recimo Golob niti premier ne bi mogel postati, če zaradi drugega, ne zaradi 100 000 evrov, ki jih je njegova firma državna v državni lasti nakazala novinarki Vesni Vuković. Tako da zato, če se bojo pač botri iz ozadja dogovorili, da bodo vojno prekinili ali naredili primirje, lahko mirno ostane še 10 let, lahko še 3-krat je izvoljena in postane še 3-krat ministrica. Ni pa logično, da se bo to zgodilo, zato ker so se znotraj med seboj skregali in sedaj je tudi javnost že zelo jezna, besna, lahko rečemo, in bojo tukaj morali, po mojem, žrtvovati ministrico oziroma jo umakniti, zato da bo škoda manjša. Že tako so se naredili SD, za katero sami zase govorijo, kako nimajo nobene afere. Z tega stališča bojo morali oni verjetno precej hitro se rešiti ministrice. Glede sodnikov in tožilcev je pa itak to moramo dati ministrici prav, da tu pravosodna ministrica nima toliko če rečemo oblasti oziroma moči, da lahko to uredi, zato ker je tu prvič vlada in drugič tudi parlament. Tako da ona bi sicer morala te stvari nekako koordinirati, ampak nima pa dejansko tiste prave moči, da bi lahko kaj dosti naredila. No, stavkajo tudi zdravniki, ki opozarjajo na neurejene razmere v zdravstvu, ki se iz dneva dan slabšajo. Pravzaprav imamo ironično situacijo, da smo sorazmerno uspešno preživeli epidemijo COVID-19, zdaj se nam pa pravzaprav zdravstveni sistem sesuva. Zdravstvene reforme, ki jo je premier pred dobrim letom dni napovedal, ni od nikoder, zdravniki pa imajo dovolj, bolniki pa stavko vse bolj čutijo, namreč ne gre za enodnevno stavko, stavko je pravzaprav že kontinuirano vse od ponedeljka, zahtevajo pa pravzaprav tudi izpolnitev dogovorov, ki jih je vlada že z njimi sklenila v preteklosti, pa se jih potem ni držala. Kako pa na to stavko gledaš? No, to je spor, ki se ga da zelo hitro rešiti, ravno zaradi tega, ker se vlada ne drži dogovorjenega, podpisanega. Tako da bi lahko hitro se dogovorili, da bodo začeli vsaj del podpisanega upoštevati in se sploh ni treba pogajati. Od tega, kar je podpisano, kar je narejeno, se nimaš več kaj pogajati, to je pač vidno kupljeno. Ampak tu skrbi ena druga stvar. Recimo, da se levica, ta mašinerija, politična in medijska mašinerija, da se je sprožila proti zdravnikom. In to ni dobro. Tako kot se je v času epidemije korone, ko so začeli vsi dvomiti v korono in v zdravnike in v bistvu spravljati ljudi v nevarnost preko medijev, so v bistvu začeli dvomiti v kakovost zdravnikov in v samo medicinsko znanost. To pa ni dobro, ker dokler smo se recimo o štariji pogovarjali vsi, ne glede na izobrazbo in na znanje in na izkušnje o nogometu, je pač bilo tako, da smo vsi pametni. O nogometu vsi se vemo. Ampak potem je prišlo do politike. Zdaj se na politiko vsi spoznajo. Ta zadnji vaški pijanček ve vse o politiki. Ampak zdaj pa vrag vzel šalo, ali pa recimo o zgodovini tudi. O zgodovini se tudi vsi lahko spoznajo, vsi lahko vejo vse o zgodovini, čeprav so imeli zgodovino cvek v osnovni šoli. Ampak tu gre vendarle za neko znanost, medicinsko znanost, od katere smo vsi odvisni. Če gre vsak dan, mislim, da 100 000 ljudi k zdravniku, in da ti potem začneš v vse te zdravnike kar tako dvomiti in začeti govoriti, kako jim je samo za denar, kako se ne trudijo, kako so površni. In to so samo pavšalne obtožbe, brez nekih konkretnih
konkretnih dejanj, ampak gre samo za te floskule, da so dvoživke, da imajo ogromne plače in tako naprej. To je zelo slabo. Ne? Posebej je slabo zato, ker je zdravstveni sistem je strokovno tudi že v prejšnjem sistemu bil razmeroma dobra zadeva. Ne? Zelo bolnišnice in zdravstvo, to je dobro funkcioniralo, tudi v komunizmu. In zdaj, ko imamo recimo še koncesionarje, ki so precej znižali ceno zdravstva, ne, imamo dejansko neke vrste formulo o uspehu. Ne, če primerjamo zdravstvo v mnogih drugih državah, imamo mi urejeno zdravstvo. In to zdaj hočejo uničiti, zato da bodo pač pri proračunu nekaj prišparali. Ne? To je politikanstvo. Oziroma, niti vprašanje, če bodo. Ne? Zdaj, tudi premijer ni brez težav, ne? Komisija za preprečevanje korupcije je zoper njega sprožila več postopkov, ne najprej glede vplivanja na policijo po razkritih Tatjane Bobnar, potem pa tudi zaradi njegovega podjetja, ki posluje z državo oziroma z državnim Borzenom. Ne? Golob je po ločitvi od žene prevzel pač to podjetje Star Solar, ki ga zdaj vodi njegova 19-letna hči, ne, podružnica pa ima na novo odprto kar v stanovanju, kjer bivata Robert Golob in Tina Gaber. Ne, zdaj, v tem menda ni nobene zgodbe, no, tako nas prepričuje Urška Klakočar Zupančič. Premijer oziroma dr. Robert Golob je lastnik tega podjetja 2 meseca in govoriti o tem, da je, ne vem, on prej vodil to podjetje in pripravljal ne vem kaj, je neko brezvezno špekuliranje, tako da to sploh ne bi komentirala. Tako kot prej, nobene zgodbe ni, vse je tako, kot mora biti, skladno z zakonodajo in bo tudi naprej ostalo tako. No, bolj ostra pa je predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je v nedavnem intervjuju za portal N1 izjavila, da bi Golob, če bi KPK odkrila kršitev integritete, moral odstopiti. Primer je tudi že na KPK. Če ta ugotovi kršitev integritete pri premijeju, in to je v bistvu zelo kratko vprašanje zda ali ne, ali bi moral odstopiti z položaja? Če mene vprašate, da, bom iskrena. Kako se bo odločil, pa ne vem. No, v Svobodi pa so prepričani, da je s tem Pirc Musarjeva posegla v upravno-pravne postopke. Nedvoumno predsednica do neke mere upletla se v ta postopek in tudi konec koncev ga do neke mere, kot jaz to berem, kot jaz to vidim, politično diskreditirala. Predvsem pa, lejte, niso problem politične opredelitve, ampak tukaj gre za konkretno opredelitev v upravno-pravni postopek. Kakorkoli je odstop premijeja upravno-pravni postopek, ne, pa velja omeniti, da je Golob pravzaprav že pred volitvami tudi sam napovedal, da bo v primeru, če KPK ugotovi kršitev integritete, odstopil. Poglejva še tole. Bi odstopili z premijerskega položaja, če bi KPK ugotovilo kršenje zakona o integriteti? Zagotovo. Se tudi Golobu, torej Maje Stavček, bo odstopil, če KPK ugotovi kršitev integritete, kot je napovedoval pred volitvami? Če verjamemo njegovim predvolilnim obljubam, bo. Ne? Zdaj, kaj se bo zgodilo, bomo pa videli, ker pri njemu nikoli ne vemo. Zdaj, pri tej stvari bi opozoril mogoče na detajl, ko je predsednica republike rekla, da hoče povedati iskreno. Rekla, bom povedala iskreno. Zdaj, to je lepo, če poveš iskreno, ne? Ampak če rečeš, če poudariš, da boš nekaj povedal iskreno, to pomeni, da sicer nisi iskren. Torej, kaj to pomeni? Da predsednica nasploh ni iskrena, zdaj je pa nekaj iskreno povedala. In to je zelo slabo sporočilo za volivce, za državljane, da se predsednica republike na tak način, da sama pove, ali pa tu je kot da reče, tokrat se pa ne bom zlagala. Tokrat bom pa iskrena, sicer namreč nisem. In tega ni nihče niti opazil, čeprav mislim, da je celo 2-krat to omenila, to iskrenost. Ampak pri iskrenosti, recimo, ko vidimo Goloba, tudi on ni iskren in to neiskrenost vidimo v ravno tej ločitvi. Dolga leta je bila direktorica tega podjetja in lastnica, njegova soproga. Koliko se ona spozna na gospodarstvo in na
Trženje električne energije je drugo vprašanje, tudi posebej, ker je bila tudi, mislim, da precej po bolnišnicah. Ne? Ampak zdaj, ko je prišlo do ločitve, je ona prepustila podjetje, ki je zaslužilo z državo v zadnjih par letih 2 milijona, je tako prepustila možu. Zakaj? Zato, ker je bilo že prej dejansko to moževo podjetje in ona je bila samo fantomska direktorica, fantomska lastnica, v resnici je on posloval preko tega podjetja. Zakaj? Zakaj tega nihče ne razišče? Verjetno zato, ker se ni hotel izpostavljati, ker je hotel imeti pač lastništvo na nekomu drugemu, da je lahko posloval sam s sabo. Da je GEN-I poslovala s tem, oziroma tako kot danes, ko on posluje sam svojo firmo. No, pri čemer je zdaj direktorica pa njegova komaj polnoletna hči, sedež je v njenem stanovanju, ampak nedavno so odprli pa podružnico v stanovanju Tine Gaber in Roberta Goloba. Ne? No, sicer je vmes ta 19-letna Luna Golob, to je tista, ki se je fotografirala, ko je bila še gojenka Škofijske gimnazije v Vipavi, se je fotografirala pred džamo plakatom od SDS ali od Janeza Janše in pokazala sredinca in to objavila. Ne? To je ta Luna Golob. Ima 19 let. Ona je v tem že ni več direktorica, so imenovali že novega direktorja, ki ni povezan sorodstveno z Golobom, ampak to nič ne spremeni, se pač vidi. To je zdaj že tretji fantomski direktor, ki bo pač vodil to njegovo firmo. No, še dve aferi bi nakratko omenila, ki sta pravzaprav spet osvetljeni ta teden, ne? In sicer večino izmed 13,000 računalnikov, ki jih je kupila Ministrstvo za digitalno preobrazbo, še vedno leži v skladišču v Logatcu, pri čemer še vedno ni jasno, kako jih bodo porabili. Zaenkrat so zgolj 39 računalnikov razdelili oškodovanjem v poplavah, pri čemer so jih tedaj dokupili 3,000, najprej je bilo naročenih 10,000, potem so dokupili še 3,000 prav z namenom pomoči po poplavah. Ne? Očitno so poplave res odnesle veliko računalniške opreme, no? Vsaj tako so se bali. Ne? Zdaj, kmetijsko ministrstvo pa se zagovarja, da še vedno pravzaprav je smiselno delati košarico izdelkov, ki je do zdaj davkoplačevalce stala nekaj manj kot 140,000 evrov, kar Ministrstvo za kmetijstvo vidi kot najbolje naložen denar, ki je dosegel svoj cilj, ta pa je bil najranljivejšim gospodinjstvom zagotoviti živila po sprejemljivi ceni in skozi košarico transparentno informirati potrošnike, ki torej ta namen je dosegel ta cilj je bil dosežen, očitno po mnenju Ministrstva za kmetijstvo. Zdaj, kdo se tukaj dela norca iz nas? Ja, točno to je to. Delajo se norca iz nas, ne? Ker to so absurdne poteze, da ti naročiš računalnike, ki imajo, računalnik se menja vsake 2-3 leta. In ti ga zdaj kupiš in ga daš v skladišče in je 1 leto v skladišču. Ne? Torej polovico življenja skoraj da. Ne? In ne veš niti komu ga boš dal, niti pod kakšnimi pogoji, niti ne vemo, kakšni so ti računalniki. Ne? Ta košarica absurda je pa še bolj absurdna. Zato, ker ljudje vidimo, kako se vse draža, kako je dejansko košarica je šla, moja ali pa vaša je šla za 30-40% v enem letu gor. Ne? In oni nas prepričujejo, da gre dol. Torej to je skregano. Za 19 centov, piščančji prsi za €1,99. Zdaj oni sicer pravijo, da nekateri so vendarle to dobili. Jaz mislim, da niso, zato ker so to trgovci s svojim kartelom. Nekaj jih je bilo, jaz moram priznati, da sem enkrat prišel v eno trgovino pa kupil pašto za 30 centov, ampak sem kupil zadnjih 5 paketov, ki so tam bili in očitno je ravno, pač... No, ampak jaz mislim, da je takih srečanj že bilo zelo malo. Lepo bi bilo vedeti, recimo, koliko je teh dejansko cen. Ne? Ampak to je norčevanje iz ljudi in jaz mislim, da bi to, glede na to, da je to laž, to je manipulacija. In če vlada laže in manipulira, in govori eno, potrošnike, jaz mislim, da to bi si zaslužila tudi kakšno ovadbo, ker to je vendarle
gre za tudi javni denar uporabljen za to, da se širi laž. In ne nazadnje, kmetje opozarjajo na pritisk po cenovni verigi in pa poceni uvoz poceni hrane, recimo iz Ukrajine in tako naprej. No, tu je spet problem, da se ta naš ljubi kmet je pač peto kolo ali pa mogoče niti tone, zato ker ga nihče se za kmeta ne zanima, nihče ga nič ne briga, in ljudje se o kmetih pogovarjajo samo še, kakšne traktore imajo. In kot da bi bili kmetje res tako zaljubljeni v traktorje, da bi hoteli imeti neke fetiše, ampak to niso tisti pick-upi iz Amerike. Tako da je to smešno, kar se grejo politiki že par let in podobno kot zdravnike. V bistvu sistematično tlačijo in ogovarjajo oziroma se obrekujejo nek stan, nek poklic, da ga omalovažujejo in da mu nižajo ugled. To ni pošteno. No, konkreten napad pa se, tako opozarja recimo te dni Gregor Bezenšek, dogaja na zasebne vrtce. Načrtuje se namreč nedopustna in diskriminatorna sprememba zakona o vrtcih, ki bi našim otrokom praktično odvzela možnost obiskovanja zasebnih vrtcev. Danes lahko starši še svobodno izbiramo, kateri vrtec bodo obiskovali naši otroci, torej javni ali zasebni. In pri tem še imamo vsi starši vsaj do neke mere sofinancirano vključitev naših otrok v vrtce. In to je tudi edino pošteno do otrok in do staršev, saj si drugače večina Slovencev vrtca ne bi mogla privoščiti. Zdaj, po načrtu, tako se to je vsaj predstavljalo javnost, da je Ministrstvo za šolstvo pripravilo neko delovno skupino, ki bi pripravila spremembe zakona o vrtcih. Ena ključnih pa ne bi bilo, da bi se financiranje pravzaprav zasebnih vrtcev, ki so trenutno pač 85% financirani, ukinilo oziroma omogočilo zgolj ob blagoslovu občine in v primeru, da so javni vrtci povsem polni. Sicer pa kar praktično pomeni, da so zasebni vrtci pogojeni samovolji občin in pa praktično dostopni zgolj še res bogati peščici. To je spet podobno ozadje kot v začetku, ki je pomembnejše od tega konkretnega dejanja. In sicer v ozadju so pač programske usmeritve vladne koalicije, ki so jih podali predvsem v stranki Levica, kjer je treba zasebno pobudo čim bolj rezati in uničiti. In zato recimo zasebne šole, ki so za državo cenejše od državnih, je treba čim bolj omejiti. Zasebne koncesionarje, ki so tudi cenejši za državo, to je tudi treba omejiti, čeprav se to ne splača. In vrtci še posebej. Pri vrtcih je tako kot pri recimo zdravnikih. Vrtec državo stane bistveno več, če je državni. Zato, ker mora občina zagotoviti objekt, torej prostor, ga zgraditi in potem plačati program. Država plačuje program. Zdaj pri zasebnikih pa ta prva investicija je na plečih zasebnika. Zato zasebni vrtec ga ni treba občini zgraditi. In program je cenejši, ker je program samo 85%, ne 100%. In zdaj tako poceni stvar bomo zdaj šli ukiniti. In posebej v teh... Povpraševanje, vendarle pa zgolj 5% otrok pravzaprav obiskuje te vrtce. Ja, ker v ozadju gre še za nekaj. Ravno zdaj, par dni nazaj, so prišli podatki ven, da je slovenska nataliteta oziroma število rojstev v Sloveniji je najnižje, odkar jih štejemo. Število rojstev je najnižje, odkar jih štejemo, torej v zadnjih, mislim, 30 ali 40 letih. S tem, da moramo računati zdaj tudi, da imamo veliko šol, kjer je neslovencev, takih, ki ne znajo slovensko, tudi po polovica razredov določenih. Torej, da tudi v tem številu je ogromno ljudi, ki niti slovensko ne zna. In zdaj bomo mi starše, ki so že tako
pritiskani iz vseh strani, jih bomo zdaj še s tem, da bomo privat vrtce v bistvu uničili. Tino, pri koncu sva. Hvala za današnje komentarje. Mi, spoštovani gledalci, pa si poglejmo, kaj je še odmevalo v tednu, ki se izteka. Ameriška vlada je jemenske Hutije znova uvrstila na seznam terorističnih skupin zaradi napadov na ladje v Rdečem morju, potem, ko jih je s seznama umaknil predsednik Biden. ZDA napovedujejo tudi ukrepe proti Hutijem, ki pa bodo takšni, da ne bodo prizadeli nedolžnih prebivalcev Jemna. Ukrajina je začela priprave na pristopna pogajanja za vstop v Evropsko unijo, pregled skladnosti nacionalne in evropske zakonodaje pa se je začel tudi v Moldaviji. O izpolnjevanju pogojev bo komisija članicam Evropske komisije poročala do konca marca. Republikanska stranka je začela postopek izbora svojega predsedniškega kandidata za prihajajoče predsedniške volitve. Tradicionalno prve primarne volitve v Iowi so prinesle prepričljivo zmago nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, ki je osvojil 51% glasov v tej državi. Najbližji zasledovalec Ron DeSantis je zbral 21%, Nikki Haley pa 19%. Kmetiji Možgan bodo vrnili vse krave, ki so jim bile odvzete z aktivističnim odvzemom decembra lani. Do zdaj se jih je na kmetijo že vrnilo 13 od 24 odvzetih živali. Inšpektorici Danuši Štiglic, ki je odvzem izpeljala, pa je bilo izdano opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Tako, pri koncu smo, še kar precej tem pa je odmevalo v tem tednu, ki jih pač zaradi časovne omejenosti nismo mogli uvrstiti v oddajo, da ni predolga. Recimo šikaniranje na RTV Slovenija, ko so 15 odstopljenim novinarjem ponudili nove pogodbe za bistveno celo 10 razredov nižje plače. In pa denimo to, da stranka Levica pravzaprav ne pusti svobode govora, ko je stranka SDS organizirala javno tribuno v gledališču Koper, so poskusili izsiliti, da do tega ne bi prišlo. No, o vsem tem lahko več preberete na portalu domovina.je ob vseh ostalih izjemno zanimivih vsebinah. Vabimo vas, da se tudi naročite na portal Domovina ali na tednik Domovina in tako podprete neodvisno novinarstvo in pridobite dostop do vseh vsebin, ki jih imamo objavljene. No, naročite se lahko tudi na naš YouTube kanal, da ne zamudite naših prihodnjih oddaj. Z pregledom tedenskega dogajanja se znova vračamo prihodnji teden. Do takrat pa uživajte na snegu in lep pozdrav.